Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Filip Kalan Kumbatovič je markantna osebnost iz novodobne slovenske kulturne zgodovine, arhitekt po osnovni izobrazbeni vokaciji, v 30 letih 20. stoletja gledališki kritik v Modri ptici in publicist v sodobnosti, v sezonah od 1962-63 do 1966-67 pa je na RTV Ljubljana vpeljal žanr žive komentatorske oddaje o gledališču Odmevi z ekrana. V letih 1944-1945 je bil ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju, edinega profesionalnega gledališča v oboroženi evropski trdnjavi. Ustanovitelj umetniškega kluba leta 1944 v Črnomlju, ustanovitelj Akademije za igralsko umetnost in njen prvi rektor, iniciator obuditve Slovenskega centra PEN leta 1962, soustanovitelj in leta 1971 predsednik Mednarodne zveze za gledališke raziskave, aktivno povezan z več domačimi in mednarodnimi organizacijami, sprožilec vprašanj na kongresih gledaliških bibliotekarjev in muzealcev, avtor številnih knjig, v prvi vrsti pa gledališki zgodovinar. Filip Kalan Kumbatovič, neformalno imenovan Kumba, velja za utemeljitelja moderne slovenske zgodovine gledališča, tej vedi je priboril sloves in ugled. Kot je leta 1989 v pogrebnem nekrologu kot predstavnik Slovenskega centra PEN zapisal Drago Jančar, je Kumbatovič vzpostavljal kontinuiteto delovanja. Dileme je razreševal. Obdobja izgubljenega časa, pritiskov in samozadostne nespravljivosti pa postavljal v kot z iniciatorsko voljo in vztrajnostjo. Tako se je kulturno-politični kontekst težje tepel z dejstvom, da slovenska kultura, literatura in gledališče rastejo iz evropskega konteksta in lahko le v njem ustrezno živijo. Kumbatovič je to prevajal v svojo razvejano mednarodno dejavnost, v nujo po kapilarnem prelivanju intelektualnih in estetskih tokov Evrope v slovensko mišljenje in ustvarjalnost. Kumbova temeljna drža in intelektualna pozicija je bila zamenjati kranjski provincializem za svet mednarodne sproščenosti z vztrajnim nasmehom na obrazu, mešanim tudi z nekaj posmeha, na svoj in tuj račun. Tako je med drugim zapisal Primož Jesenko, urednik za scenske umetnosti pri reviji Dialogi, v uvodu k tematskemu bloku Filip Kalan Kumbatovič ali kako vzpostaviti kontinuiteto. Ta je izšel v reviji Dialogi številka 1-2 leta 2025. Tudi v nadaljevanju se bomo posvetili Filipu Kalanu Kumbatoviču in sicer v poglavju Kumba in njegov dvojnik. Tega podpisuje Simona Ješelnik, dramaturginja in samostojna strokovna delavka v Centru za teatrologijo in filmologijo Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Leta 2025 bi ob vsej razpoložljivi dokumentaciji, audiovizualnih virih in literaturi pričakovali bolj jasen pogled na osebnost in delo Filipa Kalana Kumbatoviča, a nas nasprotno vse le še oddaljuje od bistva. Uganka se zapleta kot katera od detektivk Agathe Christie, sled nas hitro spelje naravnost v mišnico. Na tem mestu nas ne zanima ne Filip Kumbatovič, ne Filip Kalan, kaj šele Kumba. Njegov fantastičen življenjski repertoar je kompleksen, tako prepoln vseh mogočih avantur, da komaj verjamemo v resničnost njegovih pripovedi. Tako svoj sestavek začenja Simona Ješelnik. Poslušajmo nadaljevanje. V pisno zabeleženih in v audiovizualno posnetih pogovorih je Filip Kalan Kumbatovič neposreden in iskren. Nikoli dolgočasen sogovornik, po svojem znanju razkošen in igralsko spreten.
Ob vzrokih za vključitev svoje osebnosti v časopisno rubriko Eden izmed v prispevku Hamlet in frižider leta 1967 vpraša: Čemu ravno jaz? Ker smo iskali nekoga, ki je, kot pravimo temu, intelektualec, pa še oster in strupen po vrhu. Takšen je vaš sloves. Kdo pa pravi, da sem intelektualec? In kar zadeva jezik, sem zelo blag nesramnež. Posnetki kažejo, da se je zavedal svojega položaja v prostoru in času, svoje živahne retorične spretnosti, ki jo je tu in tam začinil z docela odrsko karizmo. Kalan ni bil radodaren s pohvalami, vendar v pogovoru z Markom Marinom izpostavi svoj pogovor z Manco Košir, ki je v uvodu zapisala: Šarmanten sogovornik, ki te z lahkoto zapelje v svoje miselne vode, da pozabiš na v bloku zapisana vprašanja in greš z njim tja, kamor on hoče. Kalan pripada generaciji, ki je dozorevala pred vojno v 30 letih prejšnjega stoletja. Mladostniška leta je preživljal v času, ko se je družba močno spreminjala. Predvsem mladi so zaznavali predvojno stisko. Živeti je bilo potrebno z odprtimi očmi. Svet se ne spreminja z besedami, ampak z dejanji, je bilo njegovo predvojno spoznanje. Včlanil se je v komunistično partijo, kar ga je nazorsko izoblikovalo. Politično spornih zadev ni bilo zaželeno reševati s svojo pametjo. Toda skupina mladih posameznikov, Kalanovih somišljenikov, ni brezglavo sledila enoumju Kominterne. Poznali so tudi ustvarjalni dvom. Dubito, ergo sum. Del ustvarjalcev je prišel v spor s partijo in bil kaznovan zaradi drugačnih pogledov. Nekatere so zaprli, drugi so imeli pogoste težave pri objavljanju svojih del ali z uprizarjanjem. Zakaj Kalan ni imel nobenih težav in ni prihajal v pretirane spore z reakcionarno uravnilovko partije? Pa res nisem bil zaprt. Le med vojno pri Italijanih, ko so me vtaknili v spektakularni proces gabrenja, spomladi leta 1943. V zaporu je bil le kratek čas, saj mu je Italijane na zaslišanju uspelo speljati na krivo sled. Na procesu v sodni dvorani je potekala prava gledališka predstava, skoraj v slogu komedije dell'arte, kjer ga je izpraševalec označil za una enigma psihologico in so ga zaradi pomankanja dokazov izpustili. Tudi pozneje v času Informbiroja ni imel resnih težav ne pri delu, ne pri objavljanju in tudi ne z nastopi v tujini ali z gledališkimi komentarji na televiziji. Domnevamo lahko, da tudi zaradi članstva v komunistični partiji. Ko je Kalan pred vojno študiral arhitekturo pri profesorju Ivanu Vurniku, je v humanizmu in v naravoslovnih vedah veljalo načelo homo mensura, merilo vseh stvari je človek, ki ga je treba postaviti v kontekst časa in prostora. V tem smislu je na njegovo življenjsko usmerjenost vplivala najprej družina, pozneje v odraščanju pa posamezniki, ki jih je srečeval na svoji poti. Rodil se je v Gradcu in nekaj let sta živela sama z mamo. Zrasel je v izobraženega meščana. V njem je sobivala zanimiva mešanica značajev in lastnosti. Avstro-ogrska strogost, morda celo konzervativnost, mediteranska sproščenost, bonvivanstvo in avanturizem. Kombinacija različnosti, ki so ga v mnogočem determinirale in varovale, tudi v okoliščinah narodno-osvobodilnega boja. S pestro genetsko mešanico se je dobro znašel tudi pozneje na pedagoški in gledališki poti. Očetova vrnitev iz Rdeče armade je bila zanj precej dramatična. Oče je o svojih travmatičnih izkušnjah spregovoril šele po koncu Informbiroja. Šele v odrasli dobi je dojel to očetovo zadržanost in jo je tudi spoštoval. Njegovo prisebnost je vzel kot primer za ravnanje v svojem življenju, kako ohraniti življenje v svoji oblasti. Poskušal se je vesti tako, da morda ne pove vsega, kar misli, da pa nikoli ne reče česa takšnega, česar ne misli. Najstniško obdobje v Mariboru je bilo zanj pomembno v ustvarjalnem smislu.
Na višji realki je preživljal prosti čas v ateljejih kiparja Nikolaja Pirnata in slikarja Zorana Mušiča. V tem obdobju se je seznanil z igralcem Radetom Pregarcem, ki je med letoma 1927 in 1929 vodil gledališki tečaj. Kalan je takrat uvidel prve obrise poklicne usmerjenosti v pedagoški poklic in gledališče. Na odločitev je gotovo vplival Rade Pregarc, ki je imel nenavaden pedagoški dar. Pri njem se je naučil brati gledališka besedila, tako da jih je videl postavljena na odru. Predvsem je spoznal, kaj pomeni biti igralec in kakšno vlogo ima igralec v gledališču. Tedaj se je srečal z dramaturgijo. O Pregarcu je govoril z odkritim občudovanjem, cenil njegovo razgledanost in svetovljanstvo. Uglasil ju je skupni imenovalec mediteranski temperament. Kalana je osebnostno oblikovalo bivanje v multikulturnem okolju Srednje Evrope. Mama, Terezija Kalan, je bila Slovenka, več kot pol življenja je govorila nemško. Oče je bil pravnik, dr. Filip Kumbatovič, Hrvat iz Omišlja na Krku. Manca Košir je ob Filipu mlajšem zaznala, da ne deluje nič slovensko. Kalan je odgovoril v svojem značilnem slogu: "Mešana kri nikomur ne škoduje. Tako se vsaj izognemo nacionalnemu incestu." Na neki način se je celo postavljal s svojo meščanskostjo in ugotavljal, da je mogoče zaradi tega Slovencem sumljiv, ker ni prišel s kmetov, kakor skoraj vsi pesniki in pisatelji na Slovenskem. Človek, da je merilo vseh stvari. Moram priznati, da me to protagorejsko geslo homo misura nikoli ni zavajalo v abstraktne filozofeme o nujnem relativizmu vsega, kar spoznavamo z življenjsko izkušnjo. Nasprotno, navajalo me na to, da sem spoznaval čedalje bolj to neutajljivo dejstvo, da se človek razvija vselej in povsod v nerazdružni dvojnosti družbene in biološke eksistence in da je tudi umetnost obremenjena s to dvodimenzionalno danostjo, z drugo besedo, da se slehana umetnina poraja v krizni situaciji, ki jo izziva konfrontacija, tragična ali komična ali tudi groteskna konfrontacija individua z družbo. Dodati velja le še to, da me je to spoznanje o konfrontaciji navajalo vselej tudi na razmišljanje o tem, kaj je minljivo in kaj je trajno v umetnini. Saj se ob tej dilemi pojavi nova dialektična dvojica, ki kdaj pa kdaj preseže usodno dvojnost družbene in biološke danosti. Res, da le s čistim ustvarjalnim zanosom. Ta nova dvojica, osebnost in čas. Kako je potekal prehod na partizansko ozemlje? Kot član skupine kulturnikov, ki je sodelovala z OF, je moral septembra 1943 v času kapitulacije Italije zapustiti Ljubljano. Odšli so na osvobojeno ozemlje v Belo krajino. Osvobojeno ozemlje se je do leta 1945 formiralo kot svojevrstna država Slovenija v malem. Kalan se je 4. oktobra 1943 udeležil zbora od poslancev slovenskega naroda v Kočevju, kjer je na odru Sokolskega doma, danes Šeškov dom, v živo videl prvi poizkus partizanskih igralcev, uprizoritev Matere Mileta Klopčiča. Uprizoritev te enodejanke simbolizira neuradno rojstvo Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju. V prvih dneh januarja 1944, po silvestrovanju v Črnomlju, se je v Semiču zgodil prvi kongres tamkajšnjih kulturnih delavcev. Nastal je načrt za realizacijo celovitega kulturnega življenja na osvobojenem ozemlju, ustanovili so znanstveni inštitut in narodno gledališče. Boris Kidrič je napovedal gledališče kot ustanovo, ki bo vsem v vojski in v zaledju posredovala odrsko umetnost in dvignila iz ljudskih množic nove talente. Gledališče je dobilo svojo uradno obliko z odlokom izvršnega odbora Osvobodilne fronte z dnem 12. januar 1944
za ravnatelja je bil imenovan Filip Kalan. V gledališču je imel še funkcijo dramaturga, režiserja in pedagoga. Kidrič ga je zadolžil za organizacijo gledališkega življenja na profesionalni ravni. Ta način organiziranosti štejemo za zametek prekinjene evropeizacije profesionalne slovenske gledališke dejavnosti. Izkušenih in profesionalnih igralcev ni bilo na pretek. Kalan je organiziral 2 gledališka tečaja za ljudske talente med borci, da bi jih izobrazil za pevce in igralce. Prvega v Črnomlju in drugega v Semiču. Organiziral je še 3. tečaj, nadaljevalni kurs za tiste tovariše, ki jih bodo vpeli v delo v Narodnem gledališču. Organizirali so tudi gledališki internat. Po zaključnem izpitu so igralce pošiljali na različna operativna ozemlja, kjer so s primerno izbranim sporedom skoraj 3 mesece zabavali brigade in terenske aktiviste. Posamezen tečaj je trajal mesec dni, organizirani so bili kot prava gledališka šola. Kalan je napisal učni načrt, urnike in termine za zaključne izpite, ti so običajno potekali v okviru aktualne partizanske prireditve, naprimer ob proslavi mednarodnega ženskega dne Črnomelj 8. marec 1944. Tečaje je obiskovalo 50 ljudskih talentov, ki so se učili osnov igre, petja, plesa, recitacije, dramske tehnike in prirejanja mitingov. Poseben tečaj se je ukvarjal z osnovami gledališke maske. Kalan je izvajal tečaj o racionalizaciji dela, na katerem je predaval osnove produkcije in organizacije. Kako optimalno organizirati delo pri kulturnih dogodkih, kako določati število vaj, kako usklajevati urnike med umetniki in pri tem upoštevati repertoarni načrt gledališča. Poleg gledaliških in literarnih strokovnjakov so predavali tudi politiki in vojaški organizatorji. Josip Vidmar, nekdanji dramaturg ljubljanske Drame, je predaval o osnovah tragedije, Shakespeare, komedije, Molière in o velikih igralcih. Boris Kidrič, predsednik vlade Federalne Slovenije, je govoril o političnih nalogah slovenskega gledališča v NOB. Publicist in politični delavec Boris Ziharl je predaval o umetnosti in družbi. Urnik predavanj in seminarjev vključuje še imena predavateljev. Štefan Suhi, ritmična gimnastika in ples, Filip Kalan Kumbatovič, stanislavski in moderni teater, Mile Klopčič, slovenski jezik, Branko Simčič, scenografija, Matej Bor, dramska tehnika ter Jože Tiran, govor in deklamacija. Na prvem zaključnem nastopu na Veliko noč 1944 so se predstavili z odlomki iz Cankarjevega pohujšanja v dolini Šentflorjanski in Gogoljevega Revizorja, s folklornimi plesi in skeči. Čez 6 tednov je v Semiču sledil drugi sklepni večer, na katerem so se predstavili z zahtevnejšim programom, z odlomki iz Shakespearja in Sofokleja. Kalan je za prizore iz komedije Kar hočete in za komični nastop rokodelcev v Snu kresne noči z barvico in peresom narisal 10 laviranih kostumskih risb. Neznatna partizanska gledališka skupina se je razmahnila v ustanovo z lastno tehniko, internatom in menzo. Organizirali so celo festival s programom, ki je trajal cel teden. Udeležence so urili tudi v nastopih pred mikrofonom. Kalan je 6 mesecev pred koncem vojne ustanovil centralen gledališki arhiv, ki je med drugim zajemal tudi nekaj 100 fotografij. Med snovanjem gledaliških tečajev se je krepila misel na gledališko življenje po koncu vojne. V arhivski dokumentaciji tako najdemo na roko pisani načrt za centralno gledališko šolo, ki že kaže obrise prihodnje akademije. Na shemi najdemo ideje o sprejemnih izpitih za prijavljene kandidate, o izpitnih produkcijah, omenjanje, absolventski staž. Po vojni je zapuščina partizanskega gledališča doživljala posebno zgodbo. V Črnomlju so gradivo skrbno varovali, ga zakopavali in skrivali ob sleherni nevarnosti. V pričakovanju zadnje ofenzive 1945,
Ko se je okupator že umikal, so se kulturniki umaknili v Dalmacijo, v Zadar. Baza partizanskega glavnega štaba je bila v Biogradu na Moru. Od tam so v zabojih za strelivo prepeljali arhivsko zbirko v Ljubljano, ki so jo ti dosegli 12. maja 1945. Skoraj vse arhivsko gradivo o slovenskem gledališču so takoj po vojni razstavili v Parizu, tja je Kalan poslal tudi 2 kostuma iz uprizoritve Molièrjevega Namišljenega bolnika. Kostuma, sešita iz umetne svile zavezniških padal, ki so jim belokranice izvezle posebne čipkaste ovratnike, sta bila prava redkost. Žal sta kostuma ob tej priložnosti izginila in tudi ostalo vrnjeno gradivo ni bilo kompletno. Kalanovo življenje in ustvarjanje med letoma 1945 in 1980 je organsko nadaljevanje tega, kar ga je vznemirjalo že v navideznem zatišju let med vojnama. Pred letom 1941 je na ljubljanski filozofski fakulteti poslušal predavanja o likovni umetnosti pri Izidorju Cankarju. Tam je spoznal pojem kompozicije v umetnosti. Z branjem del Stanislavskega, Freuda, Adlerja in Le Bona je razvil specifičen pogled in afiniteto do človeške osebnosti, pri čemer se je osredotočal na element homo ludens. Kot zanimivost, leta 1936 je iz nemščine prevedel knjigo Spol in značaj Ota Weiningerja. Gledališka umetnost ga je močno pritegnila. Oder in avditorij kot prostor interakcije človeka z živim človekom. Pri svojem delu se je veliko ukvarjal s preučevanjem igralcev in igralskih procesov in tega, kar se v njih godi. Natančno je bral tudi knjigo Igralska umetnost Mihaila Čehova, poudarek, da igralčevo delo poteka skozi hkratni proces dela na sebi in na vlogi. Ob dobrem poznavanju igralske umetnosti razvije svojo znanstveno in pedagoško premizo v temeljno spoznanje, da je igralec vodilni interpret gledališke uprizoritve v vseh 4 smereh audiovizualnih umetnosti. Igralec je v središču pozornosti in je postavljen v neponovljivo interakcijo z vlogo in gledalcem. Gledališko umetnost omogoča situacijska trojnost, ki je uprizoritev. Kot raziskovalec gledališke zgodovine je preupraševal 5 temeljnih vprašanj: kaj, kje, kdo, komu, kako. Teh 5 socioloških in estetskih vprašajev zajema po Kalanu bistvo zgodovinskega raziskovanja gledališča in pedagoškega dela. Svoja dognanja je pozneje uveljavil tudi v okviru mednarodnih raziskovalnih in pedagoških platform. Kritiki in bralci so mu priznavali analitični dar in psihološko prodornost ter čut za človeško središče opisovanih oseb. Spretnost in poznavanje igralskega dela je uporabil pri pisanju strokovne literature. V zbranih monografskih esejih Svet komedijantov leta 1987 predstavi izbrane igralske interprete večdimenzionalno, v njihovem notranjem in igralskem bistvu. Pri pripravljanju izhodišč za gledališko zgodovino kot historično in estetsko obnovo gledaliških uprizoritev od antike do danes je Kalanova metoda sledila tezi o igralcu kot vodilnem interpretu gledališke umetnosti. Pretekli gledališki viri na Slovenskem namreč niso bili nikoli strokovno raziskani z vidika gledališke stroke, vselej iz perspektive literarno-zgodovinske znanosti. Z bogato gledališko izkušnjo in poznavanjem vseh organizacijskih plati in gledaliških mehanizmov Kalan pristopi k realizaciji ustanavljanja prve gledališke šole v slovenskem prostoru. Pred Akademijo za igralsko umetnost na Slovenskem ni obstajala profesionalno nostrificirana gledališka šola. Posamezniki so se izobraževali v tujini ali zasebno v omejenem obsegu na priložnostnih hitrih kursih. Leta 1945 pa je bil cilj jasen. Po svojem naprednem duhu in po svoji strokovni tehtnosti bo Akademija za igralsko umetnost zlahka nadomestila podobne, toda neuspešne in neljudske pedagoške zavode stare Jugoslavije.
in dalje zagotavlja, da bo šolanjem profesionalnega kadra prekinil izkušnje iz mračnih časov stare države. Čas po vojni je prinesel drugačen način financiranja, nastajajoče gledališke hiše so zagotavljale skromne, a bolj stabilne pogoje za delo, izobraževanje mladih je bilo tako premišljeno z vnaprej predvidenim neposrednim prehajanjem diplomantov v sistem državne gledališke krajine. Primeri iz preteklosti so kazali, da ustvarjalno suveren in svoboden igralec, ki naj ne bo predmet manipulacije direktorjev in režiserjev, nujno potrebuje šolanje ob ustrezni praksi. Kalan je nasprotoval predstavi o igralcu kot zgolj interpretu avtorjevega besedila. V ilustracijo dodajmo manjšo digresijo. Ko je AIU leta 1962 gostovala v graškem gledališču Kammerspiele, je Kalan na tamkajšnji proslavi ob svetovnem dnevu gledališča nastopil z govorom Dejstva in problemi gledališke kulture v Sloveniji, kjer je gledališko življenje v Ljubljani opisal v luči repertoarjev posameznih gledališč. Kar je izstopalo, je bila Kalanova omemba tretje skupine gledališč. Eksperimentalnega gledališča Odra 57 in gledališča Ad hoc, kjer da ambiciozni mladi igralci uprizarjajo obnove starih, po krivici pozabljenih iger in praizvedbe novih avtorjev domačega in tujega porekla. Kot poudari Kalan, je popolnoma vseeno, na kakšen način se Slovenci lotevajo kulturne dejavnosti. Vselej nas znova in znova preseneča sla po igri, ki vznemirja ta gledališki liliput. Akademija za igralsko umetnost je bila ustanovljena 31. oktobra 1945 z uredbo Narodne vlade Slovenije o ustanovitvi Akademije za igralsko umetnost v Ljubljani, ki sta jo podpisala podpredsednik Narodne vlade Slovenije Marjan Brecelj in minister za prosveto Ferdo Kozak. Delo je začela v marcu 1946 v stanovanju v Dukičevih blokih. Novembra 1945 je minister za prosveto z dekretom imenoval Filipa Kalana Kumbatoviča za prvega rektorja akademije, ki takrat še ni bila del univerze. Prav tako je odlok imenoval prve redne profesorje, matičarje. Dr. France Koblar za zgodovino gledališča, inženir Filip Kumbatovič za kulturno zgodovino, Ivan Levar za dramsko igro in Marija Vera za dramsko igro. Akademija je dobila začasne prostore v enem od stanovanj na Gajevi ulici 10, danes Štefanovi v Ljubljani. Učni načrt, ki ga je pripravil Kalan, je zajemal 4 osnovne skupine praktičnih in teoretičnih predmetov. V prvi skupini teoretičnih predavanj kulturno-zgodovinske, literarne, dramaturške in filmske stroke je bil za vse slušatelje obvezen tudi predmet s temo splošnih političnih problemov. Honorarni predavatelj Ivan Regent je govoril o problematiki družbenega razvoja, zlasti kapitalizma v imperialistični fazi. Druga skupina predmetov je obsegala seminarje za dramaturgijo, glasbo, režijo, gledališko kritiko, za dramaturške probleme filma in odrski jezik. Tretja skupina je uvajala tako imenovane proseminarije kot pomožni pouk za slušatelje s pomanjkljivo splošno izobrazbo. V zgodnjem obdobju akademije so sprejemali med slušatelje tudi talentirane kandidate brez končane srednje šole. S tem so poskušali omiliti posledice vojne. V proseminarjih so izvajali tudi program ljudskega odra, ki ga je vodil igralec Janez Cesar. Ta 2-letni tečaj je bil namenjen študentom, ki so želeli nadaljevati delo v igralskih skupinah na podeželju. Slušatelji so se usposobili za delo pri prireditvah, dramskem gledališču in radiju. Četrta poglavitna skupina predmetov pa je obsegala vse discipline v zvezi z dramsko igro, odrski jezik, ritmično gimnastiko in ples, osnove gledališke igre ter individualni pouk v dramski igri. Delo je bilo organizirano v posamezne oddelke: dramska igra, dramaturgija, režija, scenografija, film in ljudski oder.
Predavateljskemu zboru so se leta 1946 pridružili še Pino Mlakar za ritmično gimnastiko in ples, Josip Vidmar za dramaturgijo, honorarni predavatelj Slavko Jan za govorno tehniko in govorni zbor, Mira Nefat Danilova za dramsko igro. Prva javna produkcija slušateljev 2. in 3. semestra dramske igre je bila Shakespearjeva komedija Mnogo hrupa za nič v ljubljanski Drami 30. aprila 1947. Takrat je izšel tudi prvi gledališki list AIU. Mentor slušateljev je bil redni profesor Ivan Levar. Vzporedno z ustanovitvijo akademije je Kalan nadaljeval z zbiranjem arhivskega gradiva in knjižnega fonda za strokovno knjižnico. V ta namen je organiziral odsek za dokumentacijo, ki je bil pristojen za zbiranje gradiva in za podporo pedagoškemu procesu. Takrat je začel uresničevati željo, da bi akademija nekoč izpolnila 3 naloge: šola, gledališče, znanstveni inštitut. Če se akademija želi uveljaviti v univerzitetnem okolju doma in po svetu, mora imeti možnosti za znanstveno raziskovanje in za študij na doktorskih programih. Potem, ko mu je pri vladi uspelo pridobiti nove prostore in pohištvo, se je akademija leta 1949 preselila iz Dukičevih blokov v del nacionaliziranih prostorov frančiškanskega samostana na Frančiškanski, od leta 1952 na Nazorjevi ulici 5, pozneje 3. Na tej lokaciji so v kletne prostore vselili odsek za dokumentacijo z gradivom. Povojna Jugoslavija v mednarodnem smislu, kaj šele v gledaliških krogih, še ni bila afirmirana. V krogu velikih gledaliških držav je Slovenija kot ena izmed najmanjših republik prišla v ospredje še težje. Kalan, ki ni maral provincializma, je želel slovensko gledališko izročilo vpisati na svetovni zemljevid. Kot ustanovni član Mednarodne zveze za gledališke raziskave se je lahko povezal z vplivnimi svetovnimi znanstveniki. Njegovo delovanje je potekalo na osi London, Benetke, Pariz, Dunaj. Tedaj si je zadal dodaten, kolosalni načrt: napisati celovit zgodovinski pregled gledališke dejavnosti pri Slovencih. Med obiskom Dunaja se je povezal z znamenitim avstrijskim literarnim zgodovinarjem in teatrologom Heinzem Kindermanom, urednik in avtor 6 zvezkov Enciklopedije zgodovina evropskega gledališča, ter z dunajskimi državnimi arhivi. Ko se je lotil raziskave o Antonu Tomažu Linhartu, mu je Kinderman omogočil dostop do osebnega arhiva Jožefa II., ki je hranil tudi obsežno dokumentacijo o dejavnosti framasonske lože. Zaradi Linhartovega domnevnega članstva v loži bi utegnilo to vsebovati tudi zapise o gledališki dejavnosti. Kalanova študija o Linhartu je izšla leta 1977 v zbirki Znameniti Slovenci. Temeljno delo, ki je vplivalo na razvoj gledališke arhivistike, je Kalanova znanstvena metoda rekonstrukcije preteklega gledališkega dogodka. Imanentno dejstvo gledališkega medija je, da je gledališka uprizoritev neponovljiv dogodek, saj v trenutku, ko se pred nami izvrši, že postane izmuzljiva preteklost. Ali s Kalanovimi besedami, snov gledališkega upodabljanja je zapis v etru. Uprizoritev je vselej živ organizem, vzdušji in interakcij med gledalci in igralci na odru ni mogoče zapisati in jih hraniti kot arhivsko gradivo. Tudi njihov videoposnetek po prepričljivosti ne zadošča, saj ponuja sploščeno in dvodimenzionalno informacijo o odrski reprezentaciji. Na to temo je festival Borštnikovo srečanje 28. oktobra 1987 organiziral simpozij Problemi konzervacije gledališke kulture, na katerem so nekateri od 10 referentov relativizirali in problematizirali tudi ohranjanje gledališkega spomina, tako imenovano gledališko arheologijo. Po Andreju Inkretu je gledališka predstava brez preteklosti in prihodnosti, je brez lastne zgodovine.
Kaj pusti za seboj najboljša gledališka predstava drugega kot prgišče posplošenih in površnih zapisov? Blaž Lukan je zastavil ključno vprašanje, kako konzervirati gledališki dogodek, ker vemo, da s smrtjo gledališke predstave umre vloga. Po Inkretu je izvirna in nepogrešljiva konzervacija predstave zajeta v dejavnosti gledališke kritike, pri čemer se je Kalan zavedal te problematike in da je naša gledališka dokumentalistika polna protislovij. Pristojne ustanove je pozval, da je treba to dejavnost organizacijsko prenoviti. Res, da sem organiziral prvo gledališko akademijo v Jugoslaviji za vso dokumentarno spremljavo od specializirane biblioteke do referenčne ikonoteke in fonoteke in da sem prodrl v osrčje mednarodne teatrologije z raziskavami, utemeljenimi z argumenti historično-kritične metodike in da je po objavah v tujih jezikih nekaj tega je šlo tudi v slovenskih izdajah, tako vsaj med leti 79 in 80, v monografiji o Linhartu in v zborniku Živo gledališko izročilo in v esejistični trilogiji o velikih igralcih Hvalnica igri. In vendar mislim, da se ne motim, če ugotavljam pro domo za vsa ta dolga leta nenehne navzočnosti v javnosti, organizacijske in pedagoške in pisateljske navzočnosti, da se nikoli nisem izneveril protagorejskemu spoznanju iz mladih dni, da je naposled le človek merilo vseh stvari. 23. marca 1963 je v uradnem listu izšel zakon o Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, ki sta ga podpisala Vida Tomšič, predsednica Ljudske skupščine LRS, in Viktor Avbelj, predsednik izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS. Zakon je določil novo ime in razširitev programa s študijem audiovizualnih medijev. V listu AGRFT je izšel prispevek izrednega profesorja Ivana Jermana z naslovom Ob koncu študijskega leta, v katerem je opozarjal na vitalne in študijske probleme. Ob sistemizaciji delovnih mest in zapisu o prostorski problematiki akademije lahko preberemo tudi zapis o odseku za dokumentacijo. Obseg zbirke namreč prerasel prostor akademije, vse bolj so bile navzoče težnje po znanstveno-raziskovalnem delu, kar bi lahko dalo soliden temelj za ustanovitev gledališkega inštituta, ki bi s pripojitvijo Gledališkega muzeja Slovenskega narodnega gledališča zajel vse gledališko življenje Slovenije. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Prispevek Simona Ješelnik z naslovom Kumba in njegov dvojnik lahko v celoti preberete v reviji Dialogi številka 1-2 2025. Zvočni odlomki pripovedi Filipa Kalana Kumbatoviča so del oddaje Naši umetniki pred mikrofonom, posnete v marcu leta 1982. Besedilo sta brala Ana Bohte in Aleksander Golja, oddajo je posnel in zvočno oblikoval Jernej Boc, pripravila sem jo Petra Tanko. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas prijazno pozdravljamo.